Kaj mislite? Kako lahko dosežemo bistvene premike za okrevanje slovenskega kmetijstva? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Ste mnenja, da bomo morda dosegli okrevanje slovenskega kmetijstva, ko bo čez nekaj let v strateškem načrtu sicer 2023-2027 prišlo do porabe zagotovljenih 310 milijonov dodatnih sredstev za kmetijstvo, ki so bila zagotovljena s strani vlade na pobudo Slovenske kmečke zveze in s podporo večine svetnikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Odgovor je sicer dokaj enostaven. Odobrena sredstva 310 milijonov bi za resnejšo intenzivno okrevanje kmetijstva na predpostavki izgubljenih priložnosti v preteklih 10 letih zadostovala zgolj za eno leto in v nadaljevanju bi bilo potrebno navedeno višino sredstev zagotavljati konstantno še nekaj let. Zmotno je mišljenje, da bomo zgolj za ukrepi in zagotavljanjem primerne višine finančnih sredstev na področju kmetijskih gospodarstev in živilsko-predelovalne industrije dosegli prehransko varnost. To je sicer osnovni pogoj, da tehnološko sodobno razvijemo produkcijo in za katerega se osebno zavzemam, da naredimo stabilen segment vertikalne verige v kmetijstvu. Prav tako je zagotovljenih 310 milijonov pomemben premik poenotenja slovenskega kmetijstva in predvsem prepoznave aktualne problematike, s katero se kmetje vsakodnevno srečujemo. Vendar, pomembna je celotna vertikalna veriga, od kmeta, zadruge, živilsko-predelovalne industrije, trgovine in končnega potrošnika. Rešitev za samooskrbo slovenskega prebivalstva je, da zagotovimo, da bodo male in srednje velike kmetije, gorsko-hribovske kmetije, ki pridelujejo pridelke v manjšem obsegu in prispevajo več kot 70% vse pridelane hrane v Sloveniji, da jim mi, ki to hrano potrebujemo, zagotovimo konstantno prodajo, ker le tako bodo te kmetije pripravljene pridelovati več kvalitetne, lokalno pridelane hrane. S tem bomo potrošniki, ki hrano potrebujemo, prispevali k večjemu obsegu pridelave in posledično zagotavljanju večje prehranske varnosti. Drugi velik segment potrošnje hrane za Slovence so poraba hrane v javnih zavodih, kjer se sedaj porabi manj kot 20% lokalno pridelane hrane in je celoten nakup hrane s strani javnih zavodov v obsegu preko 300 milijonov evrov na leto. Pojavi se zgolj retorično vprašanje, zakaj teh 300 milijonov evrov za nakup hrane javnim zavodom ne usmerimo v nakup hrane iz slovenskih kmetij in tako pomembno in odločilno prispevamo k večji samooskrbi in večji prehranski varnosti v Sloveniji. S temeljnimi premiki ne bomo naredili usluge samo kmetu in vplivali na njegov obstoj ali v smislu, ali bo preživel ali ne. Namreč kmet bo za sebe vedno pridelal dovolj hrane in ne bo iz tega vidika nikoli ogrožen ali lačen. Gre za bistveni premik v zagotavljanju prehranske varnosti za vse prebivalce Slovenije. Poskrbimo za spremembe in razvoj slovenskega in evropskega podeželja. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.